Lepo pozdravljeni na drugi debati z novimi arhitekturnimi praksami. Z njimi se pogovarjamo o trenutnem dogajanju na sodobni arhitekturni sceni in osvetljujemo način njihovega delovanja in skupaj ugotavljamo, kakšne organizacijske, projektantske in druge strokovne novosti uvajajo v svoje delo. Moje ime je Mika Cimolini in z nami so tri prakse, ki jih danes predstavljamo, in pa Matevž Čelik, s katerim sva ta izbor praks naredila. Še enkrat uvodoma poudarjam, da je bil ta izbor praks predvsem intuitiven, da sva iskala prakse, ki se lotevajo nalog na drugačen način, in da na današnjem sestanku tako predstavljava prakse, za katere je mogoče značilna ohlapnost delovanja, da ne gre za neke klasične arhitekturne študije. Ohlapnost tudi v smislu razpršenega delovanja preko nekih geografskih ali pa mentalnih meja oziroma načina iskanja svojega delovanja v prilagodljivosti in raznolikosti. Danes so z nami Bika Rebek iz Sunplace studia, ki se javlja iz New Yorka, Emil Jurcan, ki deluje v zadrugi arhitektov, oblikovalcev, urbanistov, ki se imenuje Praksa na Hrvaškem in se danes javlja iz Pule, ter pa mlad svež kolektiv A2O2, ki ga zastopa Andraž Keršič. Vsak izmed govorcev bo odgovoril na tri ključna vprašanja, in sicer kaj so sodobni izzivi človeštva, kaj je naloga arhitekture danes, kakšne organizacijske modele uporabljajo za to, to pomeni, kakšne so njihove nove prakse, nova orodja, in pa na kakšen način svoje projekte predstavljajo v javnosti. Zdaj pa še prosim Matevža, da malo več pove o, mogoče začetek o Biki, da jo predstavi, ker je z njo že delal, tako da Matevž, ti predajam besedo. Ja, lep pozdrav vsem skupaj. Torej, na teh dogodkih skušamo ugotoviti, kakšna nova orodja in kakšne nove prakse se pojavljajo v arhitekturi v novi generaciji arhitektov. Gre za generacijo, ki se je na vstopu v svojo prakso soočila z ekonomsko krizo, ugotovila, da stari vzorci vzpostavljanja dela ne delujejo več in dela na en drug način. In skozi te pogovore bi radi izvedeli to, kakšna so nova orodja, ki jih arhitekti uporabljajo in razvijajo, oblikovalska orodja, kulturna orodja, strokovna orodja, kakšne nove povezave in omrežja razvijajo, kako se povezujejo, kako se vzpostavljajo mednarodne prakse in delovanje danes na drugačen način, kot so se pred 10 ali pa 15 leti. Kakšne zaznane so potrebe po drugačnih oblikah izobraževanja. Danes mislim, da bo zanimivo, ker bomo govorili z Emilom, ki prihaja iz Istre, pa se je izobraževal v Ljubljani, po drugi strani se bomo pogovarjali tudi z Biko, ki je pravzaprav s Slovenijo povezana samo tako, da je tu rojena, oziroma Bika nam boš ti povedala, kaj te še tesneje povezuje s Slovenijo, glede na to, da si se šolala na Dunaju in da prakticiraš mednarodno iz New Yorka in Dunaja. In tretja skupina, s katero se bomo pogovarjali, je skupina A2O2, verjetno najmlajša skupina arhitekturna od teh, s katerimi se bomo v teh pogovorih pogovarjali in skušali priti skupaj do nekih zaključkov in materialov, s katerimi bi potem želeli sestaviti tudi razstavo. Torej, Bika je obljubila, da vam še podrobneje predstavim naše sogovornike. Bika je soustanoviteljica studia Sunplace, ki je arhitekturni oblikovalski studio, in Bika se ukvarja tako z fizičnimi in virtualnimi prostori. Ko sem jo jaz nazadnje obiskal v New Yorku pred dobrima 2 letoma, je delala v zanimivem inkubatorju, ki je bil povezan z New Museumom in tam razvijala
eno zadevo digitalno orodje za kustose. In upam, da bomo tudi o tem slišali nekaj več, obenem Vika tudi uči na Univerzi Columbia. Tako da skozi vse te perspektive se bomo danes pogovarjali. Potem imamo tu zadrugo Praksa, ki je arhitekturna oziroma inženirska zadruga. In so ustanovili člani Pulske grupe, ki je bila pravzaprav aktivistična arhitekturna skupina, ki se je ukvarjala z vprašanjem razvoja Pule kot pristanišča, kot pristaniškega mesta, ki je doživelo en zaton po razpadu Jugoslavije in obenem odhodu vojske iz pristanišča, pa tudi zmanjšanju prometa v pristanišču. In to je odločilno vplivalo na mesto in na razvoj zadruge Praksa. Zadruga Praksa je prva inženirska zadruga na Hrvaškem, zadruga za oblikovanje, urbanizem in arhitekturo. In pravzaprav eno zanimivo socialno gospodarsko združenje, ki deluje po načelih neposredne demokracije. Emil nam bo več povedal o tem. A2O2 pa je skupina, v kateri se združujejo arhitekti z različnimi zanimanji in znanji in jih povezuje ena kolektivna zavest, da lahko skupaj pridejo dlje in bolje razumejo svet in ustvarjajo neke zgodbe prostorov in ljudi, ki so zelo premišljene in odgovorne in preproste. In posebej verjamejo v nek aktiven dialog med sabo in dialog z uporabniki in naročniki in skratka z vsemi, s katerimi skupaj ustvarjajo arhitekturo, pri tem pa še posebno pozornost namenjajo dobrim obrtnikom, po drugi strani pa tudi novim znanjem. Toliko za začetek. Zdaj pa predlagam, da kar začnemo. Pa gremo k prvi predstavitvi, Mika. Ja, prva je Vika, pa še to bi rada povedala, no, da če ima kdo kakšno vprašanje od naše publike, prosim, zastavljajte nam vprašanja na Facebooku, kjerkoli že ste, bomo vaše vprašanje dobili. Tako da vas vabljeni tudi v ta dialog, ne, z nami in z arhitekti. Tako, Vika. Ja, hvala Mika pa Mateo za ta lep uvod. Ja, kot rečeno, se javljam iz New Yorka, kjer sem zdaj že celo leto, tudi zaradi korone ponavadi velikokrat pridem, oziroma res potujem med Evropo in Ameriko, sem pa tja in veliko, v bistvu, naša praksa je tudi nekako postavljena med tema dvema kontinenta. In kar me veže na Slovenijo, seveda družina, imam tam še vedno družina, kot tam živi in tako da redno prihajam in v bistvu lepo je bilo tudi pred zdaj 3 leti sem prišla nazaj za Future Architecture platformo, v bistvu, ko je tudi Mateusz v bistvu vodja te platforme in je bilo nekako lepo priti nazaj in enkrat videti Ljubljano kot nek center evropejske arhitekture in mišljenja in je v bistvu bil tak lep homecoming. In oproščam, da mogoče kakšne take angleške besede tu pa tam uporabljala, če mi ne pare glihta slovenska, tako da upam, da mi bo kdo skočil na pomoč, če mi kakšna beseda ne bo padla, drugače pa, ker itak govorim o osebnem življenju slovensko tu pa tam, ampak tako za predstavitvo arhitekture se malo drugače. Ja, glede naše prakse, moje prakse Sample Studio, mislim, da bom kar pokazala našo spletno stran danes, ker je tam v bistvu veliko naših različnih projektov in se mi zdi tudi glede na ta način komunikacije in povezave se mi zdi primeren način to predstaviti. In bom zdaj šla na share screen, včasih traja par sekund, da se to pokaže, tako da kar treba počakati. Tako pa upam, da me še vedno slišite. Ja, ta prvo vprašanje, a že gre spet, da, kaj pa se vedno malo
se boje. Ok, mislim, da zdaj se vidi ekran. Ja, ok. Če tle ena velika stavba, bolj je vse v redu. Ja, to prvo vprašanje, čisto tako enostavno vprašanje, sodobni izzivi človeštva. Ok, dajmo s tem začeti. Kaj je to? Kaj je naloga arhitekture danes? V bistvu sem kar nekaj o tem premišljevala, sploh pa v zadnjem letu seveda smo imeli malo več časa premišljevati o takih velikih vprašanjih. In zdi se mi, da ena velika vloga nasploh arhitektura, in to zdaj ni samo naš biro, ampak kar se mi zdi nekaj, kar lahko samo skupaj nekako rešimo, kar je tako veliko vprašanje, je kako v bistvu lahko oblikujemo za celoten proces arhitekture, ne samo za dan otvoritve. Ker zdi se mi, da prejšnje generacije so vse nekako fokus v bistvu diskurza, publikacij in nekako cel pogovor arhitekture se je nekako vrtel za tisti nekako perfektni dizajn, za tisto najboljšo rešitev. Tudi natečaji so v bistvu na ta način strukturirani, da gre za to, da najdemo tisto eno rešitev, ko bo pa ta pravilna in pa bomo to zgradili in pa bo ta otvoritveni dan in pa gremo naprej in v bistvu ne premišljujemo več o tej stavbi. Zdaj se mi v bistvu ta tako bolj cikličen način mišljenja in tudi praksa arhitekture se mi zdi ta najbolj važna naloga in to se seveda pa tudi je zelo povezano z ekološkimi vprašanji, ker če začnemo premišljevati o celem, če arhitektura ni samo več tista stavba, ki je tam na začetku ali pa na koncu našega procesa, na koncu našega procesa, na začetku tistega prvega dne, ko oddamo to stavbo, pa se naenkrat začnejo drugačna vprašanja odpirati, recimo odkot prihajajo materiali, kako so potovali do tja in kam bojo tudi potem šli, ko se bojo stvari spremenile, ker kot vemo se tudi sploh recimo zdaj v koroni so se prostori že zelo spremenili in se bojo še naprej spremenjali, tako da še vedno v bistvu ne vemo točno, kako je ta današnja kriza, kako se bo pokazala v našem okolju. In v tem novem letu smo v bistvu en projekt končali, ko se nam zdi, da je to malo bolj nekako vsaj v nekem majhnem merilu kaže to bolj nekako ciklično pa lokalno premišljevanje o arhitekturi in materialov. To je bil en yoga studio v Berlinu in ko smo ga v bistvu začeli oblikovati pred enim letom, točno pred enim letom, tako da v bistvu od začetka že v karanteni nekako zelo smo se zavedali, da se bo v bistvu da se svet spreminja in da se bojo naši načini sobivanja spremenili. Tako da smo v bistvu začeli tako premišljati o odprtih prostorih po en stran, da se tako nekako teče iz enega prostora v drugega. In tukaj se tudi vidi ta miza in tle je bila naslikca v bistvu take fontane, ki so narejene iz, in zdaj ne vem te slovenske besede, hempcrete, to je v bistvu en material, in to zdaj tudi ta malo bolj povezan način arhitekture, da to zdaj to smo v bistvu sodelovali z eno umetnico, Jasmin Bava, ko je lokalna v Berlinu in ona je v bistvu to tehniko skozi zadnja leta v malo manjšem merilu, mislim, ona večinoma je delala tako vaze, pa manjše objekte, ampak v bistvu bil to njen največji zgrajeni projekt zdaj in ta material je v bistvu čist ekološko
narejen, lokalno narejen in tudi, če bo to enkrat nekaj drugega, tudi tako rekoč se bo dal odstraniti na ekološki način in to je tudi en važen faktor. In mislim, drugo je glede teh večjih vprašanj v zadnjem letu, seveda je tudi način sodelovanja, s kom delamo in to je bilo že od začetka, seveda, zdi se mi, da je v Sloveniji to malo drugače, ampak rečemo v Avstriji in tudi v ZDA je še vedno tako, da je arhitektura ena zelo moška domena in zdi se mi, da ta vprašanja so se v zadnjem letu zelo močno pokazala v smislu, s kom delamo in tukaj imamo na spletni strani so tako kot dela, pa je tudi še en section, ko se imenuje words, ko so tako kot besede in ideje in kot je Matjaž tudi omenil, predavam na Kolumbiji. In ena velika tema v zadnjem letu je bila v bistvu tema aktivizma, kako sodelujemo z drugimi ljudmi in kolaboriramo v arhitekturi in v bistvu smo veliko premišljali o teh temah in smo se tudi v studiu o tem pogovarjali, kako v bistvu nekako zagotovimo, da te stvari, ko jih mogoče smo jih do zdaj vzeli kot, da so pač takšne, kot so, da mogoče je treba malo več o tem premišljati, kaj je v bistvu prišlo do nas, pač zato, ker smo v nekem smislu vsem privilegirani. In to je v ZDA zdaj ta velika diskusija, seveda, kaj to pomeni sploh biti tle en kot bela oseba, tudi če si ženska v akademskih klubih in tako naprej. To ne vem, če je to zdaj naloga, ampak vem, da je eno važno vprašanje za arhitekte dan danes in da se tudi s tem ukvarjamo in s tem, kako za naslednjo generacijo, ko že prihaja za nami, zdaj smo če pogovorim mladih arhitektov, ampak seveda, ker učim, vidim te pogovore na šolah in me tudi zanima, kako je to v Sloveniji, če so tudi take diskusije bile v tem zadnjem letu, ampak to je bilo ZDA zelo važno, kaj v bistvu identiteta arhitekta pomeni za projekt in za arhitekturo samo. In drugo vprašanje glede orodij, kot je Matjaž že omenil, pred 2 leti sem bila v enem inkubatorju in Newinku, takrat v bistvu razvijala različna orodja, kako v bistvu tridimenzionalno lahko komuniciramo skozi splet. In ta projekt se je v bistvu zdaj malo v nekem smislu spremenil, ker ne gradimo več toliko orodja, ampak smo se bolj sfokusirali na kreativni del, kako v bistvu lahko gradimo te virtualne svetove. Zato, ker je naš biro itak tudi po imenu Sunplace Studio, res smo vse posod. Jaz veliko potujem, moj kolega v biroju Daniel, v bistvu sva se na Dunaju srečala na faksu, ampak on se živi v Berlinu, tako da ta način življenja pa fleksibilitete, ko je tudi zdaj v koroni, seveda še veliko več ljudi so nekako odkrili, da lahko živijo čisto nekje druge, kot mogoče delajo. In v biroju se je to tudi nekako razvilo kot en svoj način komunikacije in specifično v zadnjem letu, čeprav smo se že s tem seveda ukvarjali, se mi zdi, da je še več zanimanja bilo tudi od zunaj, seveda zato, da to ni bilo samo pač naš mini interes, ampak je bilo res naenkrat. Ta projekt, ko se tle kaže, The World Around, je bil en projekt, ko smo ga v bistvu naredili za eno konferenco za arhitekturo, ki jo kuratira Beatrice Galilei. In so v bistvu bili arhitekti iz celega sveta povabljeni in smo naredili tako rekoč en načrt celega sveta, tukaj se vidi cel svet in take virtualne odre in obiskovalci so lahko šli od enega odra do drugega, kot tako rekoč avatari, kot take male figurice, tukaj se jih po mojem vidi par, tle so tako rekoč obiskovalci konference šli v pavzah med konferenco in so se v nekem smislu lahko družili na tak način, kot se mi družimo
rečemo, v pauzi. Seveda vsi lahko poslušamo predavanja, ampak to, kar nam res manjka danes, ko smo v Zoomu, je v bistvu, da lahko pač slučajno rečemo nekoga srečaš, ali pa da začneš en pogovor, ko je privatno samo s to osebo in ne z drugimi. In to je v bistvu ta v bistvu prostorski način v virtualnih prostorih omogoča. In ta tehnologija je v bistvu zelo odprta te dni. Mozilla Hubs je ena platforma, ki je zelo zanimiva, ko to tudi omogoča in tudi to učim na Kolumbiji in tudi recimo jesen na Yaleu smo tudi imeli studio, ko smo to uporabljali. Tako da zdaj se mi glih za ta naslednja leta, sicer seveda se bomo spet, upamo, bolj vrnili v tako rekoč bolj osebne kontakte, ampak se nam je zdelo, da je to v zadnjem letu, vsaj za nas, bila zelo zanimiv razvoj in po tehničnem znanju in po drugem tudi v smislu, da kot arhitekti lahko tudi res, da mislim, da imamo eno posebno odgovornost in tudi znanje, da lahko te virtualne prostore oblikujemo. In ja, to se nekako seveda tudi povezuje z zadnjim vprašanjem, ko je bilo na kakšen način svoje projekte predstavljate javnosti, in to je seveda vse povezan. Nasploh delamo večinoma javne projekte, tako da tu se vidi več različnih projektov, veliko razstav, tukaj je Slovenski bienale, ko so tudi z Matevžem delali na tem. In tako da nekako to vprašanje predstavljanja je tako rekoč že nekako del samega dela velikokrat. Ampak seveda, ko začneš delati vse te projekte, je to stane važno vprašanje, kako se komunicira. In glede socialnih medijih smo se v bistvu odločili, da bomo samo na enem, ker enostavno zaenkrat še vedno delamo lasten PR, public relations in je enostavno bilo preveč zdaj biti tako da nismo na Twitterju ali karkoli, Facebooku, ampak smo se v bistvu sfokusirali samo na Instagram. Zato, ker je vsem v bistvu najbolj vizualni medij in se mi zdi, da z arhitekturo v tem smislu najbolj primerne, in zdaj tudi stories imaš lahko nekako bolj aktualne zgodbe in tako naprej, tako da to je pač, ne moreš biti na vsem, in ko smo se pač osredotočili na eno stran. In se mi zdi tudi še najbolj nekako interaktiven medij, ker ljudje tudi nam veliko pišejo, vse mogoče. In zadnja časa v bistvu tudi večina naših služb tudi prihaja skozi Instagram, ker v bistvu tudi ljudje nekako tam kontaktirajo, bolj celo mogoče kot na e-mailu. In končno ta način publikacij v magazinih in knjigah in tako naprej se mi zdi važen del naše prakse, zato ker se mi zdi, da ima vsak projekt v bistvu dva življenja. Eno je to pravo življenje v smislu, kako je v realiteti tako rekoč zgrajen. Drugo življenje pa pol v publikaciji, kako je sfotografiran, kako nekako živi na spletu, v knjigah in tako naprej. In mogoče, ker sem iz družine, moja mama je žurnalistka, tako da nekako se mi zdi, da je to nek intuitiven način, kako danes nekako tudi sama konzumiram arhitekturo, saj veliko stavb, ko jih v življenju še nisem videla, ampak sem jih nekako v resnici, ampak sem jih nekako skonzumirala skozi nek virtualni način, to če je ta virtualnost v knjigi. In se mi zdi, da v bistvu v zadnjih letih smo razvili kar nekaj različnih načinov skozi dobesedno virtualne svetove ali pa skozi različne spletne formate kot GIF in vsak format v bistvu prihaja. Tukaj je v bistvu ena tridimenzionalna reprezentacija enega skena, ko smo glavni na tem in tako naprej. Tako da mislim, tudi seveda na Kolumbiji sem leta učila reprezentacijo in risanje in tako naprej. Tako da to se mi zdi za nas en zelo važen aspekt naše prakse. Ja. In s tem v bistvu končala to kratko predstavitev.
Super, hvala. Jaz predlagam, da gremo kar na Emila, pa potem nadaljujemo z vprašanji. Še malo premislimo mogoče, pa potem začnemo z vprašanji. Tako da, Emil, izvoli, beseda je tvoja. Hvala. Hvala na povabilu. Bom poskušal podeliti en... Samo malo. Ok, bom nakratko predstavil inženjersko zadrugo Praksa, ki je nastala 2011. leta, pred 10 leti, in so jo ustanovili bolj ali manj arhitekti v Puli. Zdaj, to je ena predstavitev, ki smo jo pred parimi leti delali o delovanju same zadruge, zato ker smo gledali, kaj vse vpliva na delovanje te zadruge, razen te ozke stroke delovanja znotraj arhitekture in arhitekturnega delovanja. Tako da smo poskušali definirati to našo prakso. Recimo, zdelo nam se zanimivo definirati znotraj proizvajalnih procesov v kulturi, bolj ali manj kulturi in družbi, družbenih in kulturnih procesov, ki so vse in se še vedno dogajajo kot v mestu Puli, tako tudi širše. Tako da je seveda to prvi odnos, ki nas kot arhitekte posebej zanimajo, odnos do samega oblikovanja in formalno vprašanja, ki si jih znotraj same stroke postavljamo, kako oblikovanje, recimo to je vprašanje, ki si jih bolj na teoretski, filozofski ravni postavljamo, kako sploh oblikovanje, ne samo znotraj zadruge, ampak tudi nasplošno, ločevati od reprezentacije v procesu, v nekih proizvodnih odnosih, v katerima smo politično ali družbeno kritični do teh procesov. Se pravi, kako si lahko kot arhitekt kritičen do sodobnih političnih ali socialnih procesov, po drugi strani pa proizvajaš znotraj tih istih procesov, in kako to lastno oblikovanje ločevati od reprezentacije idej, s katerimi se načeloma ne strinjaš. To je eno od vprašanj, ki si ga nastavljamo v samem oblikovanju, v samem projektiranju, kot pravim, bolj na teoretski ali pa filozofski ravni. Po drugi strani, znotraj same zadruge, zadruga pa je, kako se pravi v slovenščini, mislim, zadruga deluje na trgu, je pa tržna institucija, organizacija, za razliko od NGO ali pa nekih javnih društev. Se pravi, zadruga je subjekt, ki deluje na trgu, in to je drugo pa vprašanje, ki si ga v praksi postavljamo, je, kakšen je odnos te naše zadruge do samega trga in kaj to pomeni za neko kulturno proizvodnjo, ki se v tržnih odnosih proizvaja. To v praksi je pomenilo, da si lahko privoščimo samo financiranje nekih umetniških zadev in akcij. Tukaj je primer sitotiska, silk screena in tiskarskega dela, ki se znotraj zadruge razvijo. In dejansko je to značilo tudi avtonomijo
se pravi, je na trgu, je bilo pa avtonomno od javnih institucij v Puli konkretno, kar je pomenilo tudi večjo politično avtonomijo v delovanju, ker zadruga ni odvisna od javnih financij, ki jih trenutna politična organizacija sproža. Drugi odnos, ki smo ga prakticirali do 2017. leta, spravi od 2011 do 2017, tih 5-6 let, je bil odnos zadruge in mesta oziroma pozicija zadruge znotraj samega mesta. Tukaj je slika prostora same zadruge in dvorišča, ki smo ga uporabljali in ki je služil ne samo kot delovni prostor zadruge, ampak tudi kot socialni prostor sosedske. Gre se za staro mestno jedro, se pravi v centru Pule, en prostor, kjer se neodvisna kulturna scena lahko razvijala, kjer so se sosedje lahko dobivali in ki ni bil, po drugi strani ni bil javni prostor, je bil skupni prostor. Tu pa je razlika, recimo, ker se določena skupnost, ali so to sosedje, ali so to politične, družbene ali umetniške skupine, dobivajo po lastnih pogojih, se pravi po lastnih avtonomnih pogojih. Gre se pravi za razliko med common space in public space. Common space domeva eno raven avtonomije za skupnost, ki ima svoje določene družbene cilje. Še en odnos, ki smo ga mapirali in skušali analizirati, je bil odnos zadruge in applied art, kako se reče, applied art, primijenjena umjetnost v hrvaščini. Uporabna umetnost. Tako. To je odnos, kot sem že omenil, tukaj je primer pevskega zbora, ki je aktiven znotraj zadruge, zbor Praksa, ki je antifašistični zbor, politični, se pravi, in uporniški zbor. V tem primeru pa na tej sliki ta zbor nastopa znotraj stavke delavcev ladjedelnice v Puli kot podpora delavcem v ladjedelnici. Se pravi, tukaj smo se spraševali, kakšen je odnos te kulturne in umetniške produkcije, ki je zaradi samofinanciranja lahko politično avtonomna v zadrugi Praksa in kako se ona lahko primeni v takšnih kontekstih, kot je delavski upor v ladjedelnici. Po drugi strani smo gledali tudi odnos te iste produkcije, glasbene ali pa vizualne ali pa arhitekturne, in kako se ona sprejemlja, reprezentira in sprejemlja, tako da so se v sami zadrugi in na tej strukturi, organizacijski strukturi poskušali smo se znebiti ločitve med publiko in samih proizvajalcev umetnosti in kulture. Se pravi, to konkretno pomenilo, da se v tem prostoru zadruge so se dogajale likovna ali pa glasbena srečanja, ki so bila odprte narave, kjer se spodbujalo se interakcija in sodelovanje v proizvodnji ali glasbe ali pa likovne umetnosti. Tudi
kot galerija same zadruge. Ta galerija je favorizirala razstave, recimo prve razstave določenih oseb, ki niso afirmirane, ki niso etablirane v umetniškem svetu. No, pol je to na koncu tukaj sintetizirano na odnosu pol same zadruge in prakse. Praksa, ki se v tem primeru ne dojema, se dojema kot antiteza delu. Se pravi, praksa, ki je za razliko od dela, je osvobojena samega namena in nujnosti, je bolj fokusirana na kreativnost in na svoje družbeno in politično delovanje samih oseb. To bi bila recimo nekako ukratko predstavitev te pulske zadruge. Super, hvala. Še Andraž, mogoče pa bomo potem jaz sem kar nekaj vprašanj, tako da po mojem Matevž tudi. Jaz jih pišem sproti. Ja, tako da predlagam, da še Andraževo prezentacijo pogledamo, pa se potem malo pomenimo. Tako. Emil, samo prosim, če oddeliš ekran. Je v redu? V redu. Živijo, pozdravljeni. Najprej hvala za povabilo. Ta vprašanja so tudi nas našla v resnici nepripravljene, ker je težko odgovoriti na tako splošno vprašanje, kot kaj je sodobni izziv človeštva. Znotraj našega miljeja se mi zdi, da se vedno pojavlja nek tak pojav arhitekta v superpoziciji, ki odgovarja na družbena vprašanja in ki ve, kako rešiti družbo. Vprašanje pa je, če gre za princip bottom-up ali top-down. In mi se v bistvu znotraj naše prakse, kjer se združujemo 4 mlajši arhitekti, to so Eva, Klara, Žiga in jaz, sprašujemo veliko o tem, kaj pomeni dobro bivanje, kakšen je naš odnos do dediščine, kakšna je naša identiteta in kakšna je dostopnost arhitekture. Torej, če je v bistvu arhitektura namenjena vsem in če je lahko relevantna arhitektura tudi nekaj, kar je na prvi pogled zelo banalno. Zelo se trudimo za to, da ozaveščamo naše stranke in da preizkušamo znotraj naše prakse in testiramo meje tega, kaj pomeni arhitekturni poseg. Trudimo se za neke vrste aktivizem, kjer zagovarjamo pozicijo, da je boljše ohranjati kot graditi, in da nobena nova stavba ne pusti manjšega ogljičnega odtisa kot prenova stare obstoječe stavbe. Tudi če je ta stara stavba na prvi pogled nepomembna ali pa ni dediščina, poskušamo najti nekaj dobrega v njej. In tudi zelo majhna intervencija lahko popolnoma radikalno predrugači bivanjsko kulturo in pa to, kako naročnik hišo uporablja in v njej živi. Tako da to je neke vrste naša participacija, ki se je lotevamo in v bistvu skozi to odkrivanje plasti in vnašanje novega življenja v stare lupine preizkušamo tudi modele bivanja. Koliko velika je danes hiša za 2 človeka? A je dovolj velika 80 kvadratna hiša ali bi res ena družina rabila 250 kvadratov za bivanje? Tako da raziskujemo zgodbe hiš, ohranjamo tisto, kar je kvalitetno in tisto, kar dodajamo novo, je v bistvu različno, ampak nekako se trudimo za to, da je oglašeno. Tudi sami na nek način participativno delujemo s tem,
da smo velikokrat angažirani tudi fizično pri svojem delu in s tem prehajamo že počasi tudi do naslednje točke, kjer govorimo o novih praksah in novih orodjih. To pa je po našem mnenju tudi preopraševanje arhitekture kot načina dela. Torej, a je res način dela ta, da arhitekt nekaj nariše, se to izvede, ali je v bistvu lahko tudi nasvet, kako izboljšati bivanjsko okolje. Tako da tukaj vidimo primer ene hiše, ki smo jo prenavljali za mlado družino, kjer se je vsa zgodba na koncu razpletla tako, da je šlo za eno arhitekturno svetovanje, ki je njim pomagala, da so prek dolgega procesa in zelo zanimive zgodbe, ki nam je odkrila, da je ta hiša v resnici neka taka velika skeletna lesena brunarica, prišla do enega sodobnega, uporabnega, svetlega bivanjskega prostora, ki je bolj povezan z vrtom in za njih funkcionira kot en sodoben bivanjski prostor. Zdaj vprašanje je tudi to, do katere mere izvesti prenovo in kdaj se ta zgodba zaključuje. Mogoče je fino puščati kakšno stran tudi odprto ali pa nepopisano, tudi to je nekaj, česar se ne ustrašimo. In včasih te stavbe, ki so na prvi pogled banalne, ne služijo dobro svojemu namenu. Zato že z enim oknom na vrt lahko življenje ene družine popolnoma spremenimo. Če pa tukaj govorimo še o kvalitetnem oblikovanju in o dobri izdelavi, lahko zaključimo, da je na nek način novo orodje tudi to, da se ti ukvarjaš s tem, kaj je lepo in kako to lepo privzgojiti naročniku. Tako lahko naročnik sam začne odkrivati lepoto v majhnih stvarih in se trudi, da ohranja tudi nekaj, kar bi vsak pri zdravi pameti zavrgel. In potem do teh stavb, kjer bivamo, razvijamo odnos, ali pa spet, kot sem rekel, sami poprimemo tudi za orodje in skupaj z dobrimi izvajalci izvedemo na videz zelo preprosto, niti ne stavbo, ampak stojnico za sladoled, ki nekako rezonira s tem, kar je obstoječe v prostoru. Pri tem se trudimo, da uporabljamo materiale, ki z leti žlahtnijo, ki se starajo, ki so značilni za prostor, ki so lokalnega izvora in ki jih odlikuje dober detajl, kjer so stvari spojene po tradicionalnih vzorih in kjer na nek način ohranjamo obrt, ki je za nas in za našo identiteto tako ključna in tipična. Včasih so te naloge take, ki si jih nismo predstavljali, ko smo odprli biro ali pa ko smo sanjali o tem, da bomo arhitekti, ki bodo delali velike projekte, ampak so realne, tako kot so realni naši naročniki, ki jih v bistvu, tako kot v tretjem vprašanju odpiramo to temo, na nek način ozaveščamo. Ključen pri vsaki prenovi, pri vsakem projektu, pri vsaki novogradnji in pri vsakem posegu v prostor, je lahko to tudi digitalni prostor, je dialog z naročnikom. In pa sploh dialog, tudi z obrtniki, izvajalci, ni lepšega komplimenta, kot če ti nekdo, ki je v poslu 30 let, reče, da si se nekaj spomnil dober in te zna pohvaliti. In tudi te hiše, ki jih prenavljamo, na videz niso nič posebenega, niso nič novega, ne prinašajo radikalnih novosti, za njihove uporabnike pa popolnoma spreminjajo način tega, kako bivajo. In skozi dolge ure pogovorov, vprašanj in debat z našimi naročniki prehajamo do prostorov, ki spoštujejo tisto, kar je dobro od obstoječega in vnašajo nekaj, kar je trajno, kar se da vzdrževati in kar ostaja lepo, ne glede na to, če se menja vsebina ali funkcija prostora. Pomembno je tudi to, da včasih srečaš naročnika, ki nima toliko posluha za prostor, stvar, ki jo ima, pa potem skupaj z njim najdeš neko pot, ki vseeno pripelje do željenega rezultata
in je mogoče ta rezultat včasih boljši kot to, kar si pričakoval, tudi če to pomeni, da se pol leta kregaš in pregovarjaš, če boš ohranil kamen, ki je avtentičen, ki je del dediščine, ki je spet gradnik naše identitete. In prek dolgih preopraševanj, poskusov, testov z materiali, maketami, s tem se zelo veliko ukvarjamo, in eksperimentov, ne nazadnje tudi z materialom, kako samo očistiti nekaj, in je to tudi arhitektura, prideš do rezultata, kjer je novo omejeno samo na tisto, kar v prostoru nese novo življenje in rabo, ki omogoča preživetje. Ukvarjamo se tudi s tem, da ozaveščamo javnost na nivojih, ki so dostopni vsem. Tako smo se lani udeležili sejma Dom na Gospodarskem razstavišču, kjer se oglasijo ljudje, ki imajo realne probleme, ki niso nujno eruditi ali pa blazni esteti, ki si bojo naročili gotov izdelek iz kataloga, ampak nekdo, ki želi izhod na vrt, nekdo, ki rabi nov nadstrešek za avto, so to ljudje z realnimi problemi. In tudi to, verjamemo, lahko postane dobra arhitektura. Trudimo se, da vedno sodelujemo na festivalu Odprte hiše, ki je dobro obiskan, in da se redno pojavljamo v medijih. To pa je z moje strani vse. Hvala vsem. Miha, ti začni. Ja, začnem. Okay. Jaz bi začela po mojem mogoče bi kar vsem zastavila v bistvu to vprašanje. Zdaj, vaše prakse vse delujejo na trgu, a ne? Kako dojemate, mislim, zdaj Andraž je že bil dosti ekspliciten pri tem, kako dojema svoje naročnike, ampak to isto bi rada slišala tudi, kakšen je odnos recimo pri praksi, a ne, praksa, Emila bi rada slišala, kakšen je njihov odnos z naročnikom, kako sploh imajo ta odnos. In pa isto Biko, ne, kako arhitekturna produkcija pač odgovarja nekim njihova arhitekturna produkcija neki tržnemu načinu delovanja, arhitekturne prakse, ne, tem klasičnemu, kjer imaš naročnika na eni strani in sebe, a ne, pač kakorkoli se že organizira na drugi, a ne, kako to dojemate? Emil? Mislim, seveda, da brez sodelovanja z naročnikom se sploh ne more niti ustvariti arhitektura. Tako da tisto, kar je mogoče ena specifičnost znotraj zadruge praksa, je, da sama ta zadruga tudi z delovanjem pred zadrugo, kot je Matevž omenil v Pulski grupi s tem aktivističnim ozadjem, se pa javljajo bolj ali manj profilirani naročniki, ki se zavedajo tega družbenega kulturnega konteksta, iz katerega zadruga praksa izhaja. In na ta način je tudi pogovor z takimi naročniki že v startu ima neko, recimo, skupno izhodišče, vsaj to družbeno, pol pa oblikovno in oblikovna vprašanja in vprašanja samega ustvarjanja te arhitekture so pa proces, kot je bolj manj, mi se zdi, enak pri vsakemu arhitekturnemu delu. Mogoče še eno pod vprašanje. Kakšna je prednost ali pa slabost tega, da si zadruga, ne pa podjetje? Dosti slabost ima v administrativnem smislu, vsaj Hrvaškoj, ker se ne favorizira tak oblik organiziranja preveč. Posebej, ker je bil
ker je to bila prva zadruga za arhitekturo in inženjersko delovanje, pa tudi med prvimi za, kako bi se to reklo, intelektualno delo oziroma nematerialno delo, ker je zadruga bolj ali manj tradicijski je bolj zastopljena v agrikulturi. Ja, v kmetijstvu in tako, ne? Ja. Tako da, recimo, da legislativa ni čist prilagojena takšnemu obliku organiziranja nematerialnega dela in v tem smislu je administrativno bolj kompleksno kot samo podjetje. Prednost pa je notranja organizacija samih članov, ki je drugačna od podjetja in se pravi ne obstaja vprašanje lastništva nad samom organizacijom, je pač v solastništvu članov, dokler so člani, ne obstaja spekulacije znotraj takšnog tipa organizacije in tako naprej. Vika, imaš kaj za? Se to je zanimivo vprašanje s naročniki. Pri nas, ko smo začeli, smo v bistvu rekli, ok, mi ne bomo čakali na naročnike in tudi ne bomo nujno delali na tečaju, ampak bomo res poskusili nekaj narediti z minimalnimi sredstvi. To je tudi, ne vem, 3-4 leti, ko sem prišla takrat v Ljubljano, smo kazali en projekt, ko je bil res samo ena zelo tanka tkanina, ko smo jo obesili in to je bil pač prostor. Tako da nekako začeti brez naročnika je bil v bistvu v nekem smislu izvor naše prakse, bi rekla. Seveda je to zdaj danes malo drugače in mislim, da smo imeli v zadnjih letih zelo različne izkušnje in bi rekla, da imeti dobrega naročnika je lahko res neverjetno sodelovanje in je fantastično in če se v tem smislu ujameš in to je bilo rečemo tudi pri tem yoga studiu tako, da smo se res ujeli. Lahko se pa to zgodi in to smo se tudi zdaj naučili, v bistvu smo premišljali, kdo je ta idealni naročnik in s kom v bistvu nočemo delati, ker je to arhitekt je klasično v bistvu je nek hierarhičen odnos, da naročnik ima moč in ti pove, kaj si želi. V bistvu se mi zdi to že nekako problematičen začetek enega odnosa. Vsaj v tem načinu, kako bi mi radi delali, se mi zdi, da bi radi nekako enakovredno, da se tudi vidimo, da smo obrtnike, vidimo ljudi, ko so v bistvu v tej hierarhiji tradicionalno biti tako kot še pod arhitektom, tudi vidimo kot enakovredne, tako da v bistvu vidimo tudi naročnika kot na isti ravni. Ampak seveda je to včasih težko najti, ampak obstaja in v bistvu to iščemo. In drugo je, da nas najbolj zanimajo javni projekti in naloge in da velikokrat to pa ni en naročnik, ampak da so zelo kompleksne situacije. In to smo se tudi naučili v zadnjih letih, da je pač navigirati te konstelacije naročnikov je pač tudi naša naloga in da je to nekaj, kar enostavno se tudi mogoče, ko študiraš, se ne zavedaš tako zelo, da je to tak važen del poklica, ampak je nekaj, kar se pač še vedno učimo in razvijamo naprej. Okay. Andraž, imaš še kaj za dodati tukaj? Kako ste vi organizirani, Andraž, kot podjetje ali kot nekakšen drug način ali kot neformalno, niti tega ne vem. In pa zanima me tudi prvo, od odnosu do naročnikov si že precej povedal, ampak vsem, a je tukaj kakšno odstopanje od te klasične prakse, naročnik, biro arhitekturen, kako to dojemate, pač sebe, svojo prakso v tem pogledu? Mi smo podjetje 4 zelo različnih ljudi,
ki pa združujejo svoje specifične znanja in interese, ki jih seveda naprej razvijamo v eni povezani celoti. Zato tudi vsak projekt terja mnenje 4 ljudi in preden ga damo od sebe, to pomeni precej debat, precej dialoga, ki je ključen in je v bistvu osnova našega podjetja. Mogoče se je prej malo narobe razumel, ampak jaz mislim, da je dialog s kakršnim koli naročnikom nujen. Tako da dober naročnik ni predpogoj. Predpogoj pa je, da si pripravljen na dialog s kakršnim koli naročnikom in da je del ozaveščanja tudi to, kako ti vodiš dialog procesa vsakega naročila. Torej, mi delujemo po principu tega, da smo enakovredni. Ponavadi biroji delujejo tako, da je nekdo glavni in so ostali podrejeni, pri nas tega ni. Ta ekipa tudi raste, se oža, vedno enakovredno sodelujemo tudi z zunanjimi sodelavci, z našimi kolegi, ki pomagajo pri različnih projektih. Ok, super. Potem imam pa še eno vprašanje. A lahko še to, Matevž? Ok. Sicer vprašanje o aktivizmu. A se vam zdi, da ta aktivizem nekako, pač vsi ste omenjali aktivizem v eni točki svoje prezentacije, na kakršen koli način že, in meni se zdi, da ti aktivizmi vaši so zelo različni, mogoče zato, ker izhajajo iz čist drugačnih kulturnih pogojev. In kako vidite pač ta svoj aktivizem ali pa aktivno vlogo vaše prakse znotraj družbe, iz katere nastaja? Ok, malo sem zakomplicirala, ampak to nekako je vprašanje. Aktivizem, družba, praksa. Kdo bo začel? Emil. Lahko Andraž začne zdaj. Andraž. Ok. Ker govorimo o aktivizmu, mogoče pri nas, za kar nam res gre, je za dvig prostorske kulture. Bivanjske kulture, prostorske kulture. Tako da tudi vsak majhen kamenček lahko prispeva k izboljšavi. Na nek način je to tudi zelo ekološko. Vsak poseg v prostor namreč zelo premišljujemo. In kot je rekel Emil, tudi za nas, ta zgodba pomeni primarni, glavni vir dohodka, zaslužka. Tako da je v bistvu nujno, da reagiraš na vsak problem, s katerim se soočaš. Tako da tudi to je na nek način aktivizem, ki ga naše podjetje srečuje, naš kolektiv. Emil, ti se pravzaprav v Istri tudi s podobnimi vprašanji spopadaš. Danes sem se recimo vozil tukaj po Slovenskih goricah, pa sem se prav o tem spraševal, o čemer je Andraž govoril. Vsi smo bili pravzaprav natrenirani, da delamo neke nove, rečemo bolj kot ne nove, relativno velike objekte, ampak vsak dan pa pravzaprav k nam dežujejo neka vprašanja, ki so tako enostavna, kot jih je Andraž formuliral. Kako naj prebarvam fasado, ali kam naj prestavim okno. Jaz bi se mogoče vrnil na Mikino, samo bolj na Mikino vprašanje, ker mislim, jaz dojemam aktivizem bolj ozko. Bolj ozko ga definiram, mislim, pač na politično delovanje. Na politično delovanje, ki se ne ustvarja samo znotraj parlamentarnih strank in tako naprej, ampak tudi v polju javnosti. Zdaj kulturno ne vem, če je bistvene neke razlike med kulturnimi okolji, v katerih delujemo. Vsaj osebno lahko povem, da razen politične konfrontacije okoli prostorskih resursov v Puli, sem sodeloval tudi v podobnem vprašanju v Ljubljani pred 15 leti, gre za zasedbo tovarne Rog, ki je takrat
pred 15 leti je bilo mišljeno, da se podre in zgradi elitno naselje na tem območju. In vprašanje gentrifikacije tega prostora, ne glede na njegovo prenovo kot dediščine industrijske, je še vedno aktualno v Ljubljani. Tako da v oba primera, in v tem pulskem, v tej pulski izkušnji in v tej ljubljanski, mi se zdelo pomembno, da tudi arhitekti, oziroma edino arhitekti lahko prostorska vprašanja in kritični odnos do teh prostorskih vprašanj postavijo v javnost, ker so pač stroka, katera se ukvarja z temi prostorskimi resursi. In tu pa je pol tudi naloga javnega intelektualca, da se pač ukvarja in konfrontira tudi z sodobnimi političnimi odločitvami. Zdaj, večinoma je pri delovanju na trgu, pri delovanju na trgu je večinoma zaključek, da bi to politično delovanje in konfrontacija z oblastjo škodila samemu poslovanju, podjetju ali pa ekonomiji arhitektov in arhitektov, ki pač morajo zaslužiti na trgu. Ampak moja izkušnja je pa drugačna. Mi kot inženirji, arhitekti znotraj zadruge Praksa smo glih zaradi svoje javnega eksponiranja kot neodvisni kritičen glas glede prostorskih problemov v Puli in Istri, smo pač dobili reference in zaupanje naročnikov, klientov, ki so spoštovali, pač so nas bolj spoštovali kot stroko in kot strokovnjake za neke naloge. Tako da je glih nasprotno se pokazalo. Se prav to se mi zdi zanimiv, ta odnos med aktivizmom pa prakso, o katerem smo tudi že zadnjič govorili. Svet vmes, recimo, so se na en zelo aktivističen način lotili preizpraševanja. Sami so anketirali eno veliko število šol, da bi izvedeli, kakšni problemi se pojavljajo v šolski arhitekturi. Andraž s svojim študijom govori o tem, kako je pravzaprav pomembna vera v malega naročnika z vsakim majhnim problemom. In se mi zdi, da je to tudi pri vas ni tako strogo ločeno v zadrugi Praksa. Aktivizem in to, kar se potem prenaša tudi v vaše arhitekturne projekte. Ne vem, popravi me, če ne drži. Spomnim se, da sva enkrat gledala en zanimiv projekt v eni vasi blizu Pule, ko sem jo odpeljal na izlet v Istri. Pa jaz bi temu mogoče kratko rekel, da je to, mislim, odgovornost, ne toliko mogoče aktivizem kot sama odgovornost, strokovna in etična odgovornost osebe, da pri oblikovanju si odgovoren ne samo naročniku, mogoče tudi najmanj naročniku, odgovoren si prostoru in kvaliteti prostora, katero ustvarjaš, isto tako kot na teoretski ravni in kot javni intelektualec, arhitekti, arhitektke so pač odgovorni tudi za kritično obravnavanje prostora v javnosti. Tako da to so pač dve plasti, recimo, kad jih ja dojemam strokovne odgovornosti vsake osebe, ki se ukvarja s tem poklicem. Vika, danes je edina ženska z nami. Zadnjič smo imeli popolnoma žensko zasedbo, ampak vem, da te vprašanje vloge ženske v poklicu arhitekture zelo zanima.
Ja. Mogoče bolj izpostavljeni temu, kot pa mi v Evropi. Ja, v tem sem se tudi, v bistvu, to sem tudi malo omenila danes, da sem se s tem ukvarjala na začetku bolj to, kaj to pomeni biti ženska v tem poklicu, ko je vse nekako moško dominirano, recimo, ko smo imeli naš prvi večji projekt in sem takrat v bistvu edina še v firmi in sem prišla dva moška sta prišla z mano na meeting, ki sta v bistvu zame delala, ampak seveda niso z mano govorili, ampak so pač s tipi govorili, ker so, ne vem, ker je bo pač lažje za te, za to firmo, še vedno sem imela že v teh parih letih, ko obstajamo, dosti izkušenj in to, kar smo v zadnjem letu, kar smo se še bolj zavedali in to po mojem tudi vzdelja še bolj močno, kaj to pomeni, rečemo, tukaj, če si, rečemo, Azijec, ali če drugače zgledaš tudi, ne samo, da si drugi spol, ampak da si tudi neki še bolj za, rečemo, ta mainstream, v bistvu nenavadnega in mislim, da aktivizem pri nas je nekako, ne vem, če je to ta prava beseda, ampak neka ozaveščenost za te teme je zelo globok in se nekako kaže tudi, zdi se mi zelo na akademski strani in tudi predavam o tem in se veliko pogovarjam in nekako vem za vse te različne skupine, ki se delajo na različne načine dela in ena stvar, ko se mi zdi zelo zanimiva, je tudi kako učimo in kako so v bistvu te institucije. Po enem sem se zdaj zelo trudila, da bi bile bolj enakopravne, ampak mislim, to je v Sloveniji recimo zelo drugače, ko je javna, ko so arhitekturne šole javne, ampak tle so, zdaj se razvijajo novi koncepti tudi s tem, da smo lahko na spletu učimo, ko ljudje v bistvu sami delajo kolektive, ko v bistvu ni več te institucije nad učiteljem, ko jih v bistvu tudi, mi smo tudi študenti so izkoriščeni, ampak v bistvu te adjunct učitelji mladi so tudi izkoriščeni in ta denar gre pač, ne vem, na šolo in na neki real estate, pa neke for-profit institucije in tle se mi zdi, da se v tem trenutku zelo veliko dogaja, da se v zadnjem letu so se v bistvu te mlajše firme in arhitekti in tudi umetniki, bi rekla, zelo povezali, rečemo, Dark Matter University, ena taka povezava mlada, ena druga se imenuje Dark Study, ko v bistvu učijo na spletu in tako naprej. Tako da v to smer se mi zdi, da se veliko dogaja in da sem tudi zelo upletena v to. In tretji način je tudi, v bistvu, s kom delamo in kako v bistvu podpiramo mlade in da smo v bistvu tudi zelo zaveščeni, da so to večinoma ženske in da so to večinoma tudi ženske, ko niso bile in da jih pač tudi posebej tako rekoč podpiramo, ker vemo, da je težje, ker enostavno še ni v resnici še vedno ni enakopravno. In s tem v bistvu je to, ja ne vem, kot še nekako imam ta beseda aktivizem se mi zdi tako zelo specifična, tako kot je Emil rekel, v bistvu je zelo specifično politična in to so nekako mogoče bolj subtilni načini, ampak se mi zdi, da so nekako povezani s to temo. Ok, torej bi lahko ločevali nekako med aktivizmom pa osveščanjem, da pač rečemo, če je aktivizem bolj tisti političen, kjer v bistvu mogoče ne gre toliko za prakso ali pa za neko materializacijo stvari, ampak bolj za politično delovanje znotraj ene družbe. Po drugi strani pa osveščanje mogoče skozi neko arhitekturno prakso, pa bolj arhitekturno, ne vem, delovanje, ne, mogoče. Ja. Ok. Ampak, če tako pač pogledamo, zdaj imamo eno prakso v Ljubljani, eno prakso v Puli, eno prakso v New Yorku, s katero se zdaj pogovarjamo, ampak vsem je pa nekako skupno to, pač, da se vsi
troje prizadevate za dvig pač točno tega, te osveščenosti javnosti o pomenu, arhitekture, o pomenu, prostora, o pomenu pač te arhitekturne produkcije znotraj ene družbe. Ja, sem v redu to. Ok. Cool. Ni vprašanja. Matejoš, nimam vprašanja. Tako da, če imaš ti še kakšnega. Sam poskušam potegniti skupaj, to, kar se zdaj pogovarjamo. Meni se zdi, da je zelo pomemben, tudi, kar se kaže skozi vaše delo, to, da sami vzamete stvari v roke in jih fizično poskušate realizirati. A se vam zdi, da je to makerstvo, ga je pravzaprav vse več nekaj, v kar ste kot arhitekti danes prisiljeni, ali je to nekaj, kar je tudi malo postalo neka moda skozi prominentne studije, ki so zato mogoče celo prejeli neke nagrade, ali je to nekaj, kar bo postala nek realen del prakse tudi v prihodnosti, nekaj, kar se bo obdržalo. Kaj misliš ti, Bika? Meni se zdi na vsak način, da je to rezultat, to je težko reči, to zaradi mode, ampak mislim se, da iz današnje pozicije reka, da je to rezultat ekonomskih faktorjev. Jaz sem v bistvu prvič končala šolo 2011, točno on time za krizo. In drugič končala 2015, ok, bilo malo boljš, ko sem še študirala v Ameriki. In seveda, ko smo začeli prvi po 2-3 letih, ko smo začela svojo prakso, je bilo pred enim letom bila pandemija, tako da je bilo res super. Ampak skozi vse to mislim, da smo se v bistvu naučili neke fleksibilnosti in to, da smo v bistvu začeli od začetka tako na različnih krajih in da je to del prakse, da so te strukture tako digitalne in fleksibilne in da v bistvu tudi naročniki se ves čas spreminjajo, da to ni taka fiksna oseba, pa fiksni karakter. To nam tudi daje zdaj neko prednost, da v bistvu preživimo skozi te krize. Zdi se mi, če smo do zdaj uspeli nekaj narediti, bo še naprej možno in upamo, da bo zdaj naprej lažje. Ampak, ja, ne vem, zdi se mi, da ta klasični studio, kot ga poznamo, da boš začel in da bo ena oseba in da bo zdaj samo ime tiste osebe, še vedno obstaja, sem ne vem, kako ljudje to kako to počnejo, tudi finančno glede, rečemo na tečajev delati. To je blazno drago, če nimaš že dosti naročnikov in kako boš počel, mislim, ta catch-22, kako boš začel, se mi zdi v bistvu, da na ta klasični način skoraj da sicer obstajamo, da se zelo težko predstavljam, kako to naredijo. Tako da, ja, mislim na vsak način, da smo bili prisiljeni, ampak da se tudi ne bo zdaj pri tem ostal. Mogoče bomo enkrat imeli bolj klasičen model, čez 5-10 let, mogoče bomo imeli biro, mogoče bo ena zadruga, mogoče bo, veš, to je še zelo odprto in te pogovori se mi zdijo tudi nekako zanimivi, ampak da tudi ne vzamemo zelo malo, v bistvu, kaj sploh pomeni biti arhitekt, že to je vprašanje, kako se, v bistvu, nekako izhajamo iz te stroke in se še vedno tako vidim in zato, ker delam prostore fizične in digitalne, ampak zdi se mi, da se ta sama definicija tudi spreminja s tem, kar mi počnemo. Vsi skupaj, kot generacija. Meni se zdi tukaj še kar zanimivo točno to vprašanje, ko sem pregovorila, da ste iz različnih lokacij, pa tako, da se pač, če je bila prej arhitektura vezana tako na nek fizičen prostor,
Se mi zdi, da so vse vaše prakse dosti fluidne v smislu, ne vem, da se ves čas na novo izumljate, v smislu pač kaj je moja organizacija, kje je moja organizacija dela, kje je moje področje dela. Hkrati so pa fiksne v tem, kaj vas osebno zanima znotraj same stroke. Ja, imam prav, ne vem. Andraž. Imam prav. Jaz ne vem, če je zanimanje nekaj fiksnega. Sigurno tako splošno, ja, ampak mislim, da se to dnevno spreminja. Kaj pa misliš, da je potem fiksno pri vsemu temu? Fiksen je tvoj odnos, po mojem, do prostora, naročnika, pozicija v družbi. To je po mojem fiksno. Če zdaj temu rečemo aktivizem ali ne, je po mojem drugotnega pomena. Misliš, da se tvoja pozicija v družbi ne more spremeniti? Ne. Ampak pozicija, ki jo družba ustvarja do mene, je mogoče različna. Moja pozicija v družbi se pa verjetno ne bo zelo spremenila. Zdaj smo razmišljajoči individuumi, ne? Razen, če bi šlo kaj zelo narobe, recimo govorimo o pandemiji, pa čem takem. Okay. Mislim, da pač zavzameš neko pozicijo kot razmišljajoč posameznik. Ne govorim zdaj o finančnem konstruktu podjetja ali pa o, ne vem, arhitekturi kot neki presežni vsebini, ampak se mi zdi, da je v bistvu dobro bivanje in tudi naša identiteta, no? In da je identiteta tega, kar ti predstavljaš kot posameznik, kot nekih idealov, v resnici nespremenljiva, ne glede na zunanje dejavnike. Če jaz prav razumem, ti govoriš, Andraž, o poziciji, ne kot o položaju, ampak o poziciji kot o stališču. Tako, ja. Jezik je zelo zahtevna stvar, ampak meni se zdi to tudi zanimivo. Zato tudi ne vem, če se strinjam s tem, da ni to neke vrste aktivizem. Aktivnost, aktivizem, pripisovati besedam pomene se mi zdi nekaj zanimivega in tudi to je v resnici delo arhitekta. Spomnim se, mogoče, če se navežem še na Matevževo prejšnje vprašanje, ne vem, če sem ga zelo dobro razumel, ampak ta taktilnost, haptičnost, to je nekaj, kar nas zelo zanima. Zdi se mi, da moraš razumeti stvari in težko jih razumeš, tako kot pri jeziku, če nisi udeležen v tem, če se ne ukvarjaš s tem. Tako da enako je pri prostoru. Moraš preizkusiti stvari, moraš prijeti v roke neke stvari, tako da ne vem, če je to stvar modne muhe ali pač tega, kako si navajen stvari delati, kako si vzgojen. Ja, ne vem, če se po mojem se že vse nekako spreminja, ja, mogoče je to res, da v bistvu nekako ta fundamentalni pristop je nekaj, kar se, čemer začneš in ko ti nekako ostane, to v bistvu fascinira. Ja. Zelo fluidna generacija. Jaz prav zato mislim, da se zanimanja spreminjajo, no? Ker enkrat, tako kot je rekla Bika, se usmeriš v nekaj, enkrat v nekaj drugega. Ne vem zdaj, če bomo mi čez 5 let zadruga, ali bomo ena velika firma, ali bo nekdo šef, ni nujno, ampak mislim, da je vse nek kontinuum, ki se spreminja, raste, se manjša, glede pač na zunanje dejavnike, ampak naše počelo ali pa za to, zakaj mi ustvarjamo ta ustvarjalnost, pa verjetno ostaja naš fundament, kaj je lasten, nespremenljiv glede na gibala družbe, ki se lahko menjajo, ali pa politike, ali pa zunanjih dejavnikov. Emilija, se ti strinjaš s tem? Mislim, da daš dosti veliko upanje v individualnega subjekta postavlja, kar v arhitekturi, mislim, za samo arhitekturo ni dovolj.
Tisto, kar se meni zdi fiksnega in kar se ne spreminja, če našo stroko vzamemo v upoštev, je, da je fiksen in nespremenljiv javni karakter arhitekture in prostora, ne glede na lastniške, ekonomske in ostale družbene okoliščine. In tu mi se vedno zdi lepo se sklicevati na Đorđa Lukáča, filozofa in esteta, ki ravno to mu je značilnost, ki značilnost arhitekture v odnosu do vseh ostalih umetnosti, da vsako umetnost dojemamo, kako bi rekel, z lastno odločitvijo. Se pravi, če hočemo pogledati razstavo, gremo na razstavo, če hočemo poslušati koncerta, gremo na koncert, če hočemo pogledati film, gremo v kino. Arhitekturi pa smo izloženi in ne moremo, ni naša lastna odločitev, ali jo bomo sprejemali ali ne bomo sprejemali, ker je pač ona ustvarja naše kolektivno okolje in smo pač njoj izloženi. In zaradi tega je, prej sem omenil odgovornost, zaradi tega ukvarjanje z arhitekturo ima to javno odgovornost, ravno zaradi tega, ker je javnost izložena tej arhitekturi. In ta karakter arhitekture, ta njena značilnost, ta javna značilnost se sploh ne more spremeniti. Ona je pomeni fiksna in se ne more spremeniti z lastniškimi strukturami, recimo. Pogosto mi slišim med kolegami razpravo, da recimo natečaj ali pa neke debate javne glede oblikovanja ali glede kvalitete arhitekture naj bi se osredotočile na javne investicije in na javne objekte. Ampak meni se zdi, da je v bistvu vsaka arhitektura javna, ne glede na naročnika, je pač ustvarja neko naše okolje, nek naš ambient. In zaradi tega je ta odgovornost tega poklica, mi se zdi, vedno vpeta v družbeno debato in v širšo debato. To se mogoče v nekem kontekstu, političnem kontekstu, kot je sedanji, ki je večji poudarek na privatnoj lastnini in avtonomnemu individualnemu subjektu kot nosilcu te lastnine, zgleda, da arhitektura ni toliko vplivna ali pa ni toliko kritična kot včasih, kjer so neke kolektivne, socialne in družbene značilnosti bile bolj pomembne političnemu sistemu. Konkretno recimo pri nas izkustvo socialistične Jugoslavije in sedanja valorizacija te arhitekture socialistične Jugoslavije, ki je še vedno recimo po enih kao nek pojem kvalitete v našem območju. Ne gre se za to, da je arhitektura tega časa bila bolj ali manj kvalitetna od arhitekture današnjega časa. Gre se za to, da je takrat bila večja koherentnost med imanentno javno vlogo arhitekture kot umetnosti in kolektivne družbene ureditve, ki jo je proizvajala. Medtem ko v današnjem času je disonanca med družbenimi oziroma političnimi cilji in pa to imanentno arhitekturno značilnost, ki je ostala nespremenjena, in to pa, da je
ona kot umetnost imanentno javna. Okay, mogoče prav na to temo imam tlele eno vprašanje iz publike tudi. In sicer Marin Berovic sprašuje, glede vprašanja spremenljivosti. Prav, da je vprašanje za Piko in za njen projekt vezan na pandemijo COVID-a, za ta yoga studio po mojem gre, in na vprašanje, kaj je naloga arhitekture. On pravi, da je pomembno ustvarjati odgovore na trenutne družbene, planetarne in ekološke fenomene, ampak po drugi strani je arhitektura panoga, ki ima svoj ritem in dinamiko, svoj čas, pa tudi ima svoje naloge in vprašanja. In da ni prepričan, da arhitektura, da ima odgovore na vse te pojave, ki so aktualni v sodobnem času. In da je podoben primer ta projektantski frenzy, ki ga je proizvajala migrantska kriza par let nazaj. Pač, ki so vsi želeli projektirati za migrante. Pravi, da mu je Samplej studio zelo interesantna praksa, zanimiva praksa in da ga zanima, kako vidite nalogo svojega dela v tem smislu, kaj je aktualno danes, oziroma kaj bo pomembno za vašo prakso desetletja v prihodnosti. Okay. Danes so samo tako enostavna vprašanja. Hvala za vprašanje. Se smo se res tudi veliko o tem pogovarjali, pred enim letom so bile vse te prognoze. Ja, s pandemijo se bo svet dela in svet tako in tako spremenil. In v bistvu smo takrat pustili čas in rekli, ne bomo zdaj ne javno, tudi ne privatno, v bistvu preveč prognosticirali, ampak enostavno moramo malo počakati. Ampak istočasno smo imeli ta projekt, ko smo vedeli, ko bo ta projekt gotov, bo svet drugačen. In za nas in vsi so tudi takrat govorili, kako je v bistvu modernizem bil tudi povezan s tuberkulozo in nekak rezultat tudi neke obsesivnost za higieno. In kako se bo v bistvu ta pandemija tudi v nekem novem arhitekturnem stilu pokazala, izrazila. In to zdaj ni bil poskus, da bi nujno kaj takega naredili, ampak v bistvu moram zdaj čisto iskreno povedati tudi skoraj za nas ena možnost, da smo v bistvu neke interese, ko smo jih itak že imeli, rečemo tako zelo odprt prostor, da rečemo tam, kjer se preoblečeš za jogo, da to ni en zaprt prostor, kar bi rečemo zaprt mehni prostor, kjer pa čim več ljudi gre not in imaš neke mehne lokerje in tako naprej, kar je rečemo naša naročnica se tako predstavlja, ker je to najbolj tipična ideja, da imaš pač tam, da je privatnost najbolj važna stvar, ampak nekaj smo imeli argument, da v bistvu zato, ker si tam v takem oskem prostoru, ljudje ne bojo hoteli to take manjše prostore, zato smo v bistvu imamo samo tisto tkanino v prostoru in to je edini privacy screen in pa se ljudje tam preoblečejo v bistvu čist na odprtem. Tako da seveda to so bile neke ideje, ko bi jih mogoče že prej hoteli, ko bi nam že prej zanimali, v bistvu nam je tudi ta pandemija dala skoraj neko orodje ali pa neko argumentacijo za to. Tako da mislim, da vsem kot arhitekt imaš mogoče neke ideale, ko jih pol lahko v nekem trenutku izražeš, v nekem trenutku pa pač se ujame situacija tudi s tem, kar si predstavljal. Mislim, meni se zdi zelo problematično zdaj prostorsko, kaj zdaj to pomeni, da bomo si tako zelo narazni, v smislu kolaboracije, v smislu skupnih prostorov, v smislu javnosti. Ampak ja, seveda bomo nekako to, kar gradimo kot arhitekti, bo ostal del kot samo naslednjih par let. In zdi se mi pa, da se vsem lahko iz trenutnega občutka in trenutnega časa nekaj naučimo in da tudi vsaka arhitektura tudi nosi, če to hočemo, pa ne hočemo
nek vtis tega časa, ne? Tako kot je Emil omenil, arhitektura iz Jugoslavije je bila tudi nekako vezana na ta čas in na ideale, na načine in isto bo arhitektura na zadnjih naslednjih let, po mojem, v nekem smislu nosila to, kar smo doživeli v zadnjem letu, bo nekako izraženo v tem, če hočemo to ali ne. In tako, ja, ne vem, če je to bilo nekaj odgovor na vprašanje, ampak... A lahko jaz nadaljujem tukaj? Meni se zdi zelo zanimivo za vašo prakso, da so projekti, ki jih delate, govorite v bistvu o arhitekturi, ki se odstrani. To pomeni o neki zelo začasni arhitekturi, tudi o virtualni arhitekturi. To pomeni o projektih, o arhitekturi, ki je zelo začasna, trenutna, ki trenutno rešuje neko težavo in da mogoče v tem smislu potem tudi izgine. To je mogoče se meni zdaj zanimivo kot neka zelo tako definirana zadeva za vašo prakso. Ja, absolutno. S tem, kot rečeno, smo nekako začeli in to še vedno nadaljujemo, ampak v bistvu je to tudi skoraj nek nesporazum, ker tudi če nekaj izgleda zelo permanentnega, je v bistvu vsaka arhitektura temporarna, ne? Tudi če so kot solidne stene. Tako da v bistvu mislim, da moramo tudi v tej malo bolj dolgotrajni arhitekturi na isti način premišljati kot na nekaj, kar stoji samo za en dan. Ja. V smislu fleksibilnosti, lahkotnosti, to, kar smo v bistvu tudi prej v celem ciklusu odhod prihaja in tako naprej. Ne? Ker je tega se mogoče bolj zavedamo, če nekaj stoji samo za en kratek čas, ker pa takoj vidimo, da kam bomo zdaj s tem, kam bomo to zdaj dali. Ampak če nekaj stoji 30 let, je pa to vprašanje še vedno tam. Matevž bi še kaj dodal k temu? Ne, zanimivo se mi zdi, da gre po piki kot pri Andražu za take majhne projekte, ampak da pri Andražu ves čas težijo k neki permanentnosti, trajnosti, solidnosti, medtem ko bi videti svoje projekte kot bolj fluidne, spreminjajoče se, drugačne. Jaz bi se mogoče dotaknil še, ampak se sploh ni ločeno, ne vem, govorili smo o aktivizmu, pa kako je to tudi neko pomembno orodje sporočanja, ne? Tako da smo pravzaprav sporočanja svojih stališč ali pa svojih pozicij tudi. Tako da smo na nek način se že dotaknili tudi vprašanja komunikacije. Zadnjič smo ugotavljali, da je veliko bolj kot tradicionalna medijska komunikacija, prikazovanje svojih del, njihovo reprezentiranje v medijih, pomembna ta interna komunikacija med tistimi, s katerimi soustvarjamo arhitekturo, z naročniki, z deležniki, neka neposredna komunikacija z, rečemo temu, javnostjo, ki je zainteresirana za dobro arhitekturo. Da se na nek način se mi je zdelo, da je ta način komunikacije danes prepoznan kot tisti, ki je bolj učinkovit pred tem, če hočemo neke spremembe za boljšo arhitekturo doseči. Emil, ti si bil nekaj časa tudi predsednik Društva hrvaških arhitektov in imaš tudi iz tega vidika en zanimiv pogled na to. Neko moje izkušnje je, da v bistvu da arhitektura največ zanima arhitekte in arhitektke in da se tisto, kar mi počnemo, da širša javnost od te strokovne se ne ukvarja se preveč, mislim, ni interesantno, kar mi počnemo, je bolj nam interesantno znotraj. Ja, se o tem hočem reči, da takrat, ko pa nekdo sam gradi ali pa ko ima nek prostorski problem, ki ga hoče resati, takrat pa postane to zanimivo. In da je to moment, ki ga je treba izkoristiti. Da, samo tudi problemi, ki jih mi imamo na oblikovni ravni, so pa, mislim, pač so naši avtonomni problemi znotraj stroke in jih zelo težko
delimo, mislim, tudi pa niso neka dejanska vprašanja od velike važnosti za družbo danes, mislim, pač so zelo marginalna tudi, recimo, tektonska vprašanja ali pa vprašanja taktilnosti in tako naprej, so pač nekaj, kar je kot vsaka stroka ima neko svoje avtonomno polje, kjer raziskuje. Zdi se mi, da je to čisto legitimno, da je to arhitekturno polje raziskovanja. Hotel sem drugo zadevo reči, da v tej izkušnji delovanja v društvu arhitektov v Hrvaške, vodenja tega društva nekaj časa, da je tudi ta komunikacija znotraj stroke pomeni ni toliko valorizirana, kot bi mogla biti. Posebej njena kritična raven. Recimo, dosti se pogovarjamo o promocijah lastnega dela in o promocijah lastne produkcije, medtem ko v našem ambientu, govorimo o Sloveniji, Hrvaško in tem ambientu, je zelo malo, kako bi rekel, recenzije, recimo, kritične recenzije sodobne produkcije, ki je zelo pomembna za razvoj samega arhitekturnega delovanja. To je mišljeno v smislu pač te uradne kritike, recimo objavljanje v nekih medijih in tako naprej, ne? Ja, samo eno je promocija projekta v medijih in objavljanje pač fotografij tega objekta, drugo pa je recimo kritična analiza tega objekta in pač recenzija, ne. Kot je filmska recenzija, če izađe kakšen film, je pa recenzija, da je zelo slab film, da je katastrofa od filma, da ne vem kaj, da pa muzika pa je v redu. Tako da, mislim, takšnih recenzij sodobne arhitekture jaz zelo redko vidim. To bi rekla, da to je splošni problem. Mislim, to je tudi, ozirjajo res velik diskurza okoli tega internega, kot si rekel, ko v bistvu zanima arhitekte neskončno, ampak v bistvu izven ne gre nujno izven in rečemo New York Times že ne vem koliko 10 let nima pravega kritika za arhitekture, kar je prej obstajalo, ne. Skamp je bil pač res kritik in lahko se reče mogoče zdaj že staromodna, ampak vseeno je bil nekdo na tem največjem ameriškem časopisu, ko se je s tem res ukvarjal in redno pisal, ne, in to zdaj še, mislim, so ljudje, velike kritike obstajajo, samo mogoče bolj obstaja tudi v meme culture, a veš, v teh zelo kratkih formatih, od tega sem skoraj več kritike zadnjega časa videla kot v tistem klasičnem napisanem formatu. Da, Kenneth Frampton je v tej svoji knjigi Tectonic Culture je on prav pisal o tem izginjevanju kritike v arhitekturi, jo je pač povezoval tudi z reformami v edukaciji same arhitekture, kjer se pač teorija in zgodovina arhitekture se umikajo pred nekimi bolj operativnimi znanji, kot je tehnika gradnje, organizacije projekta, organizacija gradnje in tako naprej. Se pravi, tisto, kar je bolj aplikativno znanje, ne pa tisto, kar je kritično ali refleksijsko znanje. Po drugi strani pa jaz ne vidim, kako katerakoli stroka, posebej tista, ki se ukvarja z kreativno produkcijo, lahko razvija lastna orodja in lastni jezik brez te kritične refleksije na same produkte.
Recimo, ne vem, zdaj po 10 letih imam izkušnjo dokončanih nekih 4 objekta mogoče. In v teh 10 letih ta 4 objekta niso dobila nobeno recenzijo, so pač samo fotografije objavljene v različnih portalih, časopisih in tako naprej. Če bi kakšen tekst prišel zraven, bi me prosili, da si ga sam napišem. Refleksijo pa sam kot avtor, imeti refleksijo na lastno delo je pa, ne vem, jaz nisem tega zmogel. Takšno distanco do lastnega dela ustvariti. Ampak a se ti zdi, da je to resnično res nek del kulture, ki je zelo prisotna v tem prostoru, ali je to globalni problem? Ne vem, če mogoče se dotaknemo vašega izobraževanja, ki je mogoče imate malo različne izkušnje, ker ti si prišel študirati v Ljubljano od drugje, Vika je študirala na Dunaju, Andraž je še vedno na šoli, ali je ta kritični diskurs nekaj, kar se nekje goji bolj kot pa v našem prostoru? Ne vem, Vika, a ste se vi že v šoli učili kritiziranja drug druga, recenziranja drug druga? Jaz mislim, da je to nekaj, kar zdaj mogoče lani počasi prihaja na šolo, ampak prav gotovo pa ni zakoreninjeno ali pa utečeno kot nek normalen del prakse. Ne, jaz imela zelo različne izkušnje glede izobrazbe. Najprej sem študirala na Angewandte na Dunaju in tam je bilo zelo hierarhično, v bistvu kritika je samo prišla. Seveda smo se pogovarjali o projektih s kolegi, ampak konec konca ta kritika, ko res šteje, tako rekoč je bila samo od profesorjev in tudi retrospektivno v bistvu zelo včeraj sem spet gledala en tak kratek klip, ko Eisenman se pogovarja z Wolf-Prixom od Kopjenblaua in v bistvu govori o eni študentki kot opici, kar res še obstaja na internetu danes. In je bilo res zelo čuden, zelo hierarhičen, zelo stari beli moški, ko so se pač pogovarjali o arhitekturi, tudi bolj med sabo kot z študenti. To je zdaj v Ameriki, v tem se je veliko spremenilo in potem sem študirala na Kolumbiji in sem v bistvu študirala critical studies. Ampak to je bilo na tisti čisto drugi ravni, ko je bilo že tako teoretsko, da mislim, jaz v bistvu 2 leti skoraj nisem nič razumela, kar je bilo čisto. V bistvu 2 leti sem sploh že tega, zakaj gre v tem pogovoru, tako da je zelo ezoterično in zelo v nekih zaprtih vratih in zaprtih krogih in zelo zanimivo o tem, ampak pač še večina arhitektov bi rekla, ne zanima in tudi v bistvu niso nujno povabljeni, da pridejo v ta pogovor. In tudi ne bi rekla, da je to neka taka produktivna kritika, tako kot je Emil napisal, da bi rad slišal neko kritiko o svoji stavbi, dobesedno, ampak to je bolj neka kritika, ko se tudi veže na te večje socialne in ekonomske probleme in se nekako tudi zelo povezuje z antropologijo in zelo interdisciplinary, to je pač ta beseda, ko jo vsi radi uporabljajo. Ampak zdaj se mi zdi, da okoli sebe vidim pa ljudi, ko pišejo na tak malo bolj praktičen način, bi rekla. Moj kolega Matt Shaw piše za Guardian, ko je v bistvu zelo populističen časopis za New York Times in te velike časopisi mogoče nimajo nekih takih rednih piscev, ampak se mi zdi, da je neka mlajša generacija, pa Oliver Wainwright v Londonu, ko so postali neki, rečemo, ko so postavili ta Hederick je postavil ta kebab v New Yorku, te stopnice nore. In rečemo, tle je bilo veliko kritike o tem in ljudje so res pisali
Audrey Wax je manjka moja, je napisala članek o tem, da je to povabilo za samomor in 2 leti pozneje se je to res zgodilo. In pa so ljudje našli ta njen članek in so spet pisali o tem. Tako da že obstaja samo na tem zelo na teh zelo vidnih projektih, se mi zdi, in mogoče je pač vprašanje, kako razpostavimo nek tak drugi nivo kritike, ko obstaja tudi za manjše projekte, ko so izven te izredne javnosti. In seveda v Evropi so stvari kot, mislim, da Royal Awards, ampak so v bistvu, ja, so kompleksni procesi, ne, imaš neko žurjo in to postane tudi spet nek političen proces, ne, kdo je not, kdo je povabljen in tako naprej. Zdi se mi, da ta javna kritika, ko je v javnih časopisih, ne, rečemo v Sloveniji, ne, v Delu ali pa v nekem tako široko branem časopisu, mislim, da bi to bilo res, da bi to pomagalo vsem, da bi pomagali pač ljudem, ko jih pač to zanima splošno in tudi arhitektom. Ampak je absolutno velike razlike v tem smislu med šolam in načinom in kako se s tem ukvarja. Ampak zdi se mi, da se nasploh razvija v dobro smer, da so tudi, rečemo, jaz s mojim študentom tudi jih več sprašujem, da v bistvu oni so tudi del, da nisem jaz zdaj njihov kritik, da mi sodelujemo v tem diskursu in da gre za to, da se v bistvu drugega učimo in da je njihovo mnenje čisto isto vredno do mojega. In je včasih težko, ker niso tega navajeni, ampak se mi zdi, da počasi prihajamo bolj in bolj do tega. O tem sem bolj mislil spregovoriti, ali se sistematično vzgaja neka kultura znotraj stroke, da kot kolegi drugemu lahko povemo marsikaj, zato ker je to koristno za nas. Ja, to bi rekla nasploh, ampak to se mi zdi, da je bolj individualno, da sem to povsod doživela, bolj z ljudmi, ko jim pač zaupaš. Seveda so ljudje, ko jim pač ne bi mogel kaj povedati, ampak zdi se mi, da ja, to je v bistvu fajn pri tej stroki, ker če imaš neke kritične ljudi do tebe, veš, da je to res prav produktiven odnos, ne? Da je to v bistvu nekdo, ko te bolj podpira kot nekdo, ja. Ampak to bi rekel, da je to vse posodno. Ne vem, kaj je imel ta Andraž, kako se bo nastavil. Pardon, sam po drugi, mislim, kot praviš, Mateuš, po eni strani se treba učiti poslušati tega, po drugi strani pa se treba naučiti tudi, se treba učiti in razvijati tudi kritični jezik, kritični diskurs. Ne bi bil, mislim, ki nikoli ni oseben za neko konkretno posebej v arhitekturi, ki je avtorski doprinos samo ena plast končnega oblikovanja, ni pa absolutna, ker noben arhitekt ni toliko močen, da samostojno neko kompleksno zadevo zgradi in ustvari, se pravi, arhitektura je tu pa produkt nekega širšega procesa, pa je tudi analiza tega procesa in tega produkta ne bi smela biti osebna glede avtorstva. Če Andraž, mogoče se ti zdi, da ste se med kolegi, mislim na faksu, da to obstaja na faksu v Ljubljani, da lahko se kritiziraš med sabo? No, to je seveda po mojem del splošne kulture, če se kritiziraš med sabo. Medtem ko mislim, da kritika v zadnjih letih, vsaj ko se je moj študij končal na fakulteti, je pridobila zelo veliko. Mi smo dobili odlično profesorico, ki je v bistvu vzpostavila na fakulteti odnos do miselne prakse, arhitekture kot miselne prakse, kot enakovreden projektiranju v Ljubljani, kar mislim, da je ključno za razvoj enih zdravih intelektualnih individuumov, študentov. Jaz mislim, kot Bika, da se v bistvu kritika, ki je resna, ne ukvarja toliko s posameznikom,
ali pa recimo, če gre za neke te, sicer je to zdaj mogoče res pa star arhitekte, ki se jih uporablja kot exemple, mogoče res, ampak jaz ne bi rekel, da je mogoče kritično razmišljati brez enega ogromnega zaledja znanja, razumevanja, ene močne podlage. Tako da mogoče tudi zato manjka teh kritikov. Jaz ne vem, kar berem tuje literature, mislim, da je kritika živa, ampak mogoče se ukvarja s preteklostjo bolj kot s produkcijo danes. Mogoče se moramo vprašati, koliko je ta produkcija danes relevantna, če ne sproža nekih takih kritičnih odzivov. Oziroma, koliko velika je njena efemernost. Se ti zdi, da ne sprošča kritičnih odzivov, ker se mi zdi, da jih kar sprošča, samo ne mogoče v tem mainstream medijih, ampak v teh medijih, ki so bolj namenjeni stroki, ker se mi zdi, da v sami stroki se mi zdi, da vseeno obstaja nek diskurs, ampak v mainstreamu ne. Da mainstream je vedno manj se ukvarja v bistvu s prostorom, ki je njen odraz. To pomeni, da če rečeš, da je, ne vem, arhitektura odraz družbe, v tem primeru smo tle mogoče nek fail naredili, ne vem. Ne, mene v bistvu bolj zanima to, če recimo se prevprašuje pozicijo arhitekture v družbi, mislim, da je to relevantno. Ampak vprašanje je, kakšna kritika se s tem ukvarja. Verjetno se s tem ukvarja nek lokalen časopis, ampak se s tem ukvarja nekdo, ki je resen raziskovalec, ki piše znanstvene članke, ki ima neko kilometrino, ki je recimo lahko tudi arhitekt. Meni se zdi fantastično pisanje Rema Koolhaasa, ampak vprašanje je, kaj ti misliš, kaj govoriš in kaj delaš. In če se te stvari ne izenačujejo, ampak tukaj pride do neke diaspore ali pa nekih zelo velikih razhajanj, je po mojem relevantno kritično razmišljanje lahko nekaj, kaj je ločeno od prakse, če o tem govorimo, oziroma ni nujno enoznačno povezano. Ne vem, če to kakorkoli odgovori na vprašanje. Mislim, da v Sloveniji sicer to ne obstaja na takem nivoju, sploh ne za slovensko arhitekturno produkcijo, ki je sodobna. Okay. Matej, ima še kakšno vprašanje ali zaključimo za danes? Ja, pravzaprav se nismo dotaknili mogoče toliko nekega vprašanja pomembnosti omrežij, v katerih se povezujeta. Ali pa smo se jih samo tako po robu dotaknili. Za Emila smo povedali, da je celo vodil Hrvaško druženje arhitektov, Pika na Društvu arhitektov Istre si dejaven in si ga tudi povezal v platformo Future Architecture, katere del je bila tudi Pika. Andraž, kako se pa vi vključujete v neka širša omrežja? Mislim, prisotni smo na socialnih omrežjih, ampak kar je mogoče drugače od ostalih praks ali pa za kar si prizadevamo, je to, da inkluzivno vključujemo tudi gledalce ali pa ljudi, ki nam sledijo, sledilce, v proces. Zanima nas v bistvu komunikacija prek tega, da vidijo, kako se razvijajo arhitekturni procesi in ne toliko končna podoba te arhitekture, ampak tisto, kar se zgodi vmes, kar je ponavadi zaprto med 4 stene in česar recimo neka nekritična splošna javnost ne vidi nikoli. Moje vprašanje se je bolj nanašalo na neka strokovna omrežja. Koliko so neka strokovna omrežja pa zavezništva pomembna za to, kakšno prakso razvijate? Moram se posloviti na minutko, tako da bom kar se zahvalila za pogovor. Hitro glede omrežij, ja, absolutno Future Architecture je bilo zelo nepričakovano, zelo bogato mrežo kontaktov, ki se še vedno razvija in tako zelo internacionalno, kar je super. Drugač pa, ja, po mojem, če študiraš šolah, že tega naredijo omrežja in drugo je pa bolj, tudi to se mi zdi
fantastično pri učenju, rečemo, jaz sem bila na Yale in zdaj pač poznam ljudi od tam in tako naprej, tako da to se vedno plete naprej in se mi zdi moja najlepša poetična zgodba je to, ko sem šla v ProMQ, moja najlepša knjigarna za arhitekturo v Berlinu in enkrat sem imela občutek, da sem med prijatelji, ker je bilo toliko znancev na vsem mogočih knjigah in magazinov, publikacijah, tako da mislim, da je to nekaj zelo lepega v arhitekturi, da tudi včasih mogoče rečemo, vse se samo med sabo pogovarjamo, ampak med sabo tu nas je tudi kar nekaj in da ta pogovor je lahko tudi lep in produktiven. Zdaj se pa moram posloviti in ker imam en drug Zoom, ampak hvala, res je bilo lepo in bom poslušala še drug ta zadnji del diskusije na recordingu. Okay. Ja. V moški družbi. Ja. No, jaz mislim tudi, da lahko mogoče počasi zaključimo, tako da mogoče samo vse še enkrat povabim še na ta tretji session, ki ga imamo naslednjo sredo, 31. marca, prav tako ob 7. zvečer. Tokrat se bomo pa pogovarjali bolj mogoče z biroji, to so pa Mertel Vrabič, Elementarna, Vidic Grohar in pa Počevalšek Petranovič. 4 bojo, upam, da ne bo preveč kaotično, jaz sem prepričana, da ne bo in da bo zanimivo in da bomo potem na konec septembra mogoče se to živo spoznali. Zdaj pa hvala.